Spoštovane Kollegice, dragi Kollegi, verehrte, aus dem weiten Ausland angereisten Kollegen, liebe Gäste und Freunde, dragi gostje, dragi prijatelji, draga Neva. V veliko čast in neizmerno veselje mi je, da vas lahko ob tej današnji prav posebni priložnosti pozdravim v imenu oddelka za germanistiko, za nederlandistiko in skandinavistiko in priznam, da se ob tem počutim nekoliko privilegirano. Saj je bila naša današnja jubilantka, zaslužna profesorica dr. Neva Schlibar, ne glede na svojo vsakokratno funkcijo, dolga leta, srce in motor tega oddelka. Es ist mir eine Ehre und große Freude zu tun, Sie anlässlich dieser Veranstaltung eine ganz besondere Art im Namen der Abteilung für Germanistik, Nederlandistik und Skandinavistik begrüßen zu dürfen. Der Abteilung, deren Motor und Herz unsere Jubilantin, Emerita Professor Dr. Neva Schlibar, lange Jahre und Jahrzehnte gewesen ist. Jubilej so priložnost, da se zazremo nazaj, da za hip ali dva izstopimo iz vrveža vsakdana in skušamo določiti mesto in vlogo, ki nam pripadata na namihtani časovni osi iz preteklosti. Obenem pa so tudi zaveza za naprej, zaveza, da na njihovi osnovi ustvarimo vizijo za prihodnost. Tako nekako je zapisala Neva Schlibar v svoji razpravi ob 100. obletnici germanistike na Slovenskem, s katero se strastno in skrbno, kot je pač v njej navadi, ukvarja zadnje leto dni in je ravno pred nekaj dnevi pristala v mojem elektronskem nabiralniku. Jubiläen bieten uns die Gelegenheit, für einen Augenblick innezuhalten, zurückzublicken, dem Alltag zu entkommen und zu versuchen, unseren Ort und unsere Rolle auf der imaginären Zeitachse der Vergangenheit zu bestimmen. So ungefähr hat Neva Schlibar in der Einleitungsstudie geschrieben, die anlässlich des 100. Jubiläums der Germanistik in Slowenien erscheinen wird und woran sie seit etlichen Monaten so leidenschaftlich und so gewissenhaft arbeitet. Und genau deswegen sind wir heute hier, um diesmal, liebe Neva, deines Jubiläums zu gedenken, um dir zu zeigen, wie sehr wir deine bedingungslose Energie und deine authentische, wissenschaftliche und menschliche Neugier schätzen. Um dir zu sagen, was für eine Inspiration du für uns alle warst und bist. In danes se poklanjamo tvojemu jubileju, draga Neva. Brško ne bo še naslednja monografija, čez kakih 100 let, lahko v celoti zajela in ovrednotila delo tebe in tvoje generacije. Pa vendar nam dovolj, da vsaj simbolično pokažemo, v kakšen navdih si nam bila in si nam še vedno. Zdaj bi moral na tem mestu spregovoriti laudacijo dr. Dejan Kos, eden od tistih, ki si jim bila vedno v navdih, pa ga je žal bolezen zadržala doma. Zato prosim Andrejo Leskovec, eno od urednic zbornika, da predstavi jubilejno novo. Draga Neva, dragi vsi, med nami ni nikogar, ki se ne bi zavedal, da je umestna bilanca znanstvenega, strokovnega, pedagoškega, uredniškega, prevajalskega, organizacijskega in vodstvenega dela Neve Schlibar impresivna. Ni le spričo izjemne razvejanosti in večplastnosti, temveč zlasti tudi zaradi notranjih silnic, ki to bogastvo osmišljajo in ga povezujejo v celoto. Naj bo torej o tem jubileju ta govor posvečen jubilantkinemu pristnemu humanizmu. Najprej svobodi duha. Značilna iskrivost misli, ki je pri Nevi Schlibar le zunanji izraz temeljne intelektualne odprtosti in pronicljivosti. Zato ni presenetljivo, da svobodo najdemo tudi v naslovu njene najodnovnejše monografije in Freiraum Literatur. Miselna širina je tukaj izostrena v osrednjem
literarno vednem konceptu literarne večpomenskosti, ki je na značilen način teoretično poglobljen in funkcionalno osmišljen. Ves jubilantkin opus je pravzaprav slamospel tej lepoti širitve osebnih in sporazumevalnih danosti. Zato gre pri njej venomer tudi za več, kot le za književnost, za zaupanje v osvobajajoče samouresničevanje človečnosti, večje od ideoloških ali doktrinalnih omejitev. Širina duha pri Nevi Šlibar potem takem rase iz etičnega temelja, ki prav tako prisega obzorje literarno-vednih analiz. Etika je vtkana tako v mrežo vsakodnevnih dejanj, od drobnih srčnih gest in sočutnih ravnanj do načelnosti in pretehtanih odločitev na najodgovornejših položajih, kot tudi v izostreno zavest v pomenu širše družbene odgovornosti. Ta je vidna zlasti v občutljivosti za razne oblike družbenih neenakosti, še posebej, ko gre za položaj žensk. Po tej poti se je izoblikovalo drugo težišče jubilantkinega delovanja, ki je na več ravneh vplivalo na razvoj feminističnih tradicij. Z literarno vedno tematizacijo, s predavateljskim osveščanjem, so ustanoviteljo festivala Mesto žensk z zasnovo podiplomskega študija Ženske študije in feministična teorija. Naposled se ustavimo pri lastnostih, ki harmonično dopolnjujejo celoto. Pri predanem, iskrenem, angažiranem posredovanju, pravzaprav podarjanju bogatih znanj in vizije humanega sveta. Na značilen način je Neva Šlibar prakso predavateljskega in mentorskega dela poglobila z intenzivnim raziskovanjem in razvijanjem literarno-didaktičnih konceptov. Njena zasnova deinstrumentaliziranega poučevanja književnosti združuje v sebi vse naštete vrednote, intelektualno širino, etično držo in kritično angažiranost, ter se tako organsko vrašča v veliki opus. Pristni humanizem Neve Šlibar pušča sledi v vseh, ki od blizu ali daleč prihajamo z njim v stik, ali pa imamo kot študentke in študenti, sodelavci in sodelavke, prijateljice in prijatelji, celo privilegiji njegove neposredne izkušnje. Zato sta dogodek in knjiga izraz našega globokega spoštovanja in globoke hvaležnosti. Naš germanitični zborček, ki se je tokrat razširil v jubilejni zborček, bo nam zdaj zapel Sous le ciel de Paris. Čas, ko se okrog nas divje srečen čas.
glavnega dogodka današnje proslave in sicer predstavitve jubilejnega zbornika Vesna Kondrič. Prosim, da v imenu urednika in urednic predstavi zbornik. Hvala lepa. Draga Neva. Mene je doletela ta prijetna čast, da ti lahko izločim naše skupno darilo vseh. In verjetno si predstavljaš, da ni bilo težko izbrati darila, da smo videli, da za literarno sladokusko moramo izbrati knjigo. Seveda je bil potem naslednja stopnja vprašanja, kakšno knjigo, katero knjigo. In jasno je tudi bilo, da po principu Handlungs- und produktionsorientierter Unterricht je to knjiga, ki jo bomo sami pripravili. Se pravi, 4 izmed tvojih postdiplomčkov, kot se nam včasih ljubkovalno rekla, Špela, Andreja, Dejan in jaz smo staknili nosove in razmišljali, kaj bi lahko naredili. In smo se odločili, da bomo v sodelovanju povabili tudi tvoje prijatelje, prijateljice, sodelavce, kolege, kolegice iz Slovenije in iz tujine. Poslali smo jim en dopis in prosili, da se naj nekako poskušajo dotakniti področji, s katerimi se tudi ti ukvarjaš. In sicer smo napisali, da bi imeli radi prispevke z področja literatur und gender, biografij, autobiografij, literatur und interkulturalität, literatur und verwendungskultur, literatur didaktik. Potem smo izpomnili tudi, da si se ukvarjala z veliko avtorji in avtoricami z nemškega govornega področja in da se zadnji čas ukvarjaš z nemškim družinskim romanom, z teorijo prostora, v kontekstu katere predvsem morje, kot prostorska metafora in etično usmerjeno literarno znanostjo. Želeli smo si, da bi ti mi vsi skupaj predstavili nekaj novosti z teh področij. Dobili smo okroglih 30 prispevkov. Za piko na i pa sta predstavili Neja in Marjana, ki sta zbrali tvojo in skrbno uredili tvojo zelo obsežno bibliografijo. Povedati moram tudi, da poleg tvojih kolegic, kolegov iz Slovenije, v tej knjigi sodelujejo tudi kolegi in kolegice iz Avstrije, iz Hrvaške, iz Mađarske, iz Nemčije. Za naslov, pa kot vidiš, smo se sposodili kar tvoj izraz in sicer literarische Freiräume. Knjiga je razdeljena na 3 dele, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. In v teh 30 prispevkih v tej knjigi boš lahko brala o kulturno in literarno-zgodovinskih razmerjih med etničnim oziroma nacionalnimi identitetami, o literaturi kot biografski introspekciji, o literarno-zgodovinskih analizah gledaliških besedil, topografskih literarnih branjih, pripovednih konstrukcijah identitet, posebni prevajalski genezi, semantični odprtosti v razmerju do slepih pek opazovanja, estetiki kot obliki ekološke kritike, o pisateljicah in njihovih biografijah, o kulturni zgodovinski analizi položaja žensk, o problemu migracij v otroški in mladinski književnosti, o jezikovno-didaktičnih potencijalnih literarnih besedil, o etničnih in etičnih vidikih literature v povezavi z izkušnjo vojne, pesniških izkušnjah sebstva in sveta, transgresivnosti estetske izkušnje, literaturi in sionizmu, ideoloških instrumentalizacijah književnosti, možnostih literarno-zgodovinskih sintez, tipologiji avtorja, poetiki globalnosti, ohranjanja poetoloških poezij v prevodih in analizi avtobiografskega diskurza. In potem boš prišla do svoje bibliografije. Ja, in glede na počutje boš lahko brala v nemščini ali v slovenščini, njen prispevek pa celo v angleščini. Preden zaključim to predstavitev, se moram zahvaliti tudi Janezu za oblikovanje, Miši za pomoč pri oblikovanju tega zbornika, Jure tukaj je vse skupaj tudi postavil. In draga Neva, s tem izdelkom, z rezultatom naših prizadevanj, ki v imenu vseh tukaj zbranih
v imenu nas, 4 urednikov, v imenu vseh, ki so prispevali prispevke, pa tudi v imenu tistih, nekaterih, ki so želeli sodelovati, pa žal niso mogli. Želim vse najboljše. Želim ti še veliko bralnih izkušenj, bralnih užitkov, ne le s to knjigo, ampak tudi z ostalimi. Vse najboljše. Tele knjigice so pa tvoje. Tvoje izvode. Pa neš malo dekoracije. Tisti, ki je prej si zaslužil največje oziroma najglasnejše ovacije, je bil naš profesor dr. Stojan Vračič, zato bi ga prosila za eno solo točko. Ja. Kratek valček od Brahmsa, ki je poskrbel za posebno vzdušje. Tisti v tem prostoru, ki bi želeli Nevi čestitati ob njenem jubileju, obuditi kak spomin, povedati kakšno anekdoto ali preprosto se jih zahvaliti za sodelovanje, takšno ali drugačno. Vsi seveda ne morete priti na vrsto, pa vendarle, kdor bo želel, bo lahko povedal nekaj besed. Za začetek pa vabim profesora dr. Božidarja Jezernika, ki je prispeval tudi uvodni prispevek v pričujočem zborniku za nekaj besed. Se bomo vsega pričitali. Ne, se manj, draga Neva, spoštovani gosti, spoštovani gosti. Ja, pripravil sem si malo več teksta, to zaradi tega, da ne bi predolgo trajalo. Ampak zdaj pa ugotavljam, da moram še tole malo pokrajšati. Za uvod bi rad letos, ko proslavljamo 100-letnico Filozofske fakultete, povedal, da je ta obletnica sestavljena iz dolge plejade obrazov, ki predstavljajo začetek, delovanje in seveda tudi veliko vlogo in pomen fakultete. Med temi obrazi je eden od tistih, katerega bomo številni najraje pogledali in s ponosom pogledali tvoj obraz. Zaslužna profesorica dr. Neva Šlibar je ena najodličnejših predstavnikov, sem napisal, v smislu, da zajema to tudi predstavnice, seveda. Nisem potem napisati predstavnic, ker bi to pa lahko predvsej omejilo. Zadevo srednje evropske oblike, široko razgledana oseba, zelo prodornega duha. Vse, ki smo imeli čast pobliže spoznati, je očarana z izredno širino svojega intelektualnega vzorja in znanja ter usvojila svojo čudovito osebnost. Zanjo lahko rečemo, da je živela evropsko še preden so padle državne meje za vključitvijo Slovenije v EU. Znanstvenega dogajanja v Evropi ni samo
spremljala oddaleč, temveč ga je tudi intenzivno soustvarjala. Rojena v Trstu, šolala se je na Dunaju, v Ljubljani in Zagrebu. Po opravljeni osnovni šoli in maturi na Dunaju je dokončala na Ljubljanski filozofski fakulteti germanistiko in lingvistiko, magistrirala v Zagrebu, doktorirala v Ljubljani. Pred 40 leti pa se je zaposlila na filozofski fakulteti, najprej kot lektorica, potem kot asistentka, pa docentka, pa redna profesorica in na koncu redna profesorica za moderno nemško književnost. Kot izkazuje Kobis, je njeno znanstveno-raziskovalno pozornost vzbujala največji meri moderna in sodobna književnost v nemščini, literarna teorija, literarna didaktika in feministična literarna veda. V njenih objavah prihaja do izraza izvrstno poznavanje razvoja stroke po svetu. Lahko rečemo, da je iz svetovne zakladnice znanja redno in sproti prinašala nam najnovejša spoznanja in z njimi plemenitila domačo stroko. Na drugi strani pa je bila prava ambasadorka slovenske znanstvene odličnosti. Svojo razgledanost, strokovno kompetentnost je dala neprecenljiv prispevek k boljšemu poznavanju zlasti med prebivalci Srednje Evrope, torej med pripadniki narodov, ki smo, da tako rečem, več kot 700 leti živeli skupaj razvijali kulturo, potem pa smo se v nekem trenutku odločili, da bomo s tem naredili res in da nas to ne zanima več, na žalost. Za svoje uspešno delo je prijela več priznanj, med njimi univerzitetno priznanje, veliko priznanje Filozofske fakultete. Leta 2017 pa je Univerza v Ljubljani podelila naziv zaslužne profesorice. Nekateri med vami ste vse svoje profesionalno življenje, je v tej priložnosti dejal aktualni rektor, in delovanje posvetili ne le svojemu znanstvenemu področju, temveč tudi svoji fakulteti in univerzi. Če za koga, to velja za tebe, seveda. Zaslužna profesorica dr. Neva Šlibar je dejansko zaznamovala Filozofsko fakulteto s svojim delovanjem v vodstvenih organih fakultete, kjer je bila 2 mandata prodekanja, do dekanja in potem predsednica upravnega odbora, pa dolgoletna članica senata in potem še več let predstojnica oddelka. Del njenih aktivnosti sem imel možnost pobliže spoznati in zato si lahko dovolim oceno, da je bilo desetletje, v katerem je Neva aktivno sodelovala pri vodenju Filozofske fakultete, bilo desetletje najvišjega vzpona Filozofske fakultete v Ljubljani. Seveda je bil ta vzpon posledica spleta srečnih okoliščin, vseh zunanjih okoliščin, seveda iz Filozofske fakultete ne moremo nadzirati, nekatere pa lahko, recimo, nismo mogli nadzirati krize, ki je prišla leta 2008. Ampak, da se je ta potencial, ki so ga nudile te srečne okoliščine, dobro izkoristil, je bilo treba delati in da je bilo veliko delati in imeti pri tem vizijo, predvsem pripravljenost za nesebično in zavzeto delovanje, za izboljšanje delovnih pogojev in za kvalitetnejše raziskovalno in pedagoško delo vseh na fakulteti. Zaslužna profesorica dr. Neva Šlibar je to počela z naravnost neizmerno energijo. Vsak problem se je res poglobila in vedno skrbno pazila, da je delovanje ves čas v skladu z vsemi predpisi in kar se da transparentno. S tem bom jaz tole čitanje zaključil. Draga Neva, želim ti v svojem imenu in sigurno v imenu vseh prisotnih, pa še koga drugega, vse najboljše v tvojem življenju. Zweiter
zugesagt haben, heute nach Ljubljana zu kommen. Es ist für unsere Abteilung und für Neva Schlieber natürlich diese Zusammenarbeit mit den österreichischen Kollegen von besonderer Bedeutung gewesen. Und auch deswegen möchte ich mich auch in meinem Namen, im Namen der Abteilung, noch besonders bedanken. Und ich bitte jetzt Herrn Professor Dr. Primož Kucher ein paar Grußworte zu sagen. Auf Deutsch oder Deutsch? Auf Slowenisch oder auch auf Englisch. Dragi Kolegici, Kollegi. Dragi Lena. Ja, es freut mich besonders, dass ich diese Gelegenheit wahrnehmen konnte, nachdem wir uns jetzt einige Zeit leider nicht mehr gesehen haben, sowohl in meinem eigenen Namen, aber viel mehr noch im Namen der Fakultät und auch des Instituts für Germanistik, das ja auch außer meiner Wenigkeit hier mit anderen Kollegen vertreten ist. Herrn Wintersteiner sehe ich hier und Anna Husecker wäre auch gekommen, aber war verhindert, dass ich in diesem Namen die allerherzlichsten Grüße und Glückwünsche überbringen darf. Wie angeklungen, ich werde mich versuchen, sehr kurz zu halten, hat ja diese Zusammenarbeit, die Entwicklung einer Kooperation zwischen Klagenfurt und Ljubljana und darüber hinaus auch mit anderen Universitäten in diesem Raum eigentlich immer auch unsere eigene Institutsgeschichte und unsere eigene Sozialisation mit begleitet. Und ich denke, das waren sehr angenehme, sehr befruchtende Jahre. Ich selbst kann mich zurückerinnern, dass wir uns, glaube ich, zum ersten Mal anlässlich der Tagung, die Peter Václav Zima 1987 in Klagenfurt veranstaltet hat, zum ersten Mal getroffen haben und du mir da sehr wertvolle Anregungen zu meinem Referat über Venedig in der österreichischen Literatur geliefert hast. Also dieser Blick also in diesen Raum und diese Zusammenarbeit habe ich also in angenehmster Erinnerung. Wir haben eigentlich immer versucht, hier in wechselseitige Umarmungsverhältnisse, metaphorisch gesehen, einzutreten. In der Zwischenzeit sind wir in anderen Umarmungsverhältnissen gelandet. Das ist auch ein Produkt der Universitätsentwicklung der letzten Jahre. Also ich danke dir, also, dass du in diesem Prozess also eines wechselseitigen Austausches immer maßgeblich dabei warst, interessiert warst, uns Anregungen gegeben hast und auch die Möglichkeit, sowohl Studierenden, aber auch den Kollegen und Kolleginnen an Austauschprogrammen und auch an Gastvorträgen, an Gastdozenturen, sowohl herauf als auch herunter, also in beide Richtungen teilzunehmen. Ich wünsche dir also alles Gute, das erdenklich Beste für die nächsten Jahre und hoffe, dass wir weiterhin doch noch in Kontakt bleiben. So, Professor Dr. Werner Wintersteiner ist der andere, beziehungsweise der nächste, den ja eine langjährige Zusammenarbeit mit Neva Schlieber verbindet. Und ich bitte Sie gleichfalls um einige Worte. Draga Neva, dragi vsi, nekaj govorim slovensko. Pardon. Ich werde für jetzt auf Deutsch weiterführen und das wird jetzt keine offizielle Loge, das haben schon Berufene getan, das wird auch kein offiziell institutsmäßiges Sprechen werden, das haben auch schon die Richtigen getan. Ich möchte einfach sozusagen aus meiner persönlichen Perspektive heraus möglichst allgemein objektiv verständlich erklären, warum ich Neva Schlieber besonders verehre und auch eine besondere Zuneigung zu ihr habe. Innerhalb dieses Gebäudes traue ich mich ja etwas zu sagen, was ich außerhalb vielleicht nicht sagen würde. Aber wir, die wir uns mit Literatur beschäftigen, gehören schon einer sehr privilegierten Gruppe an. Das ist einfach so. Man sagt ja, alle Menschen haben ein Leben, manche vielleicht auch zwei.
Von Katzen behauptet man, sie haben 7 Leben. Und wir haben das durch die Tatsache, dass wir uns mit Literatur beschäftigen können, dass wir daraus sogar unseren Lebensunterhalt beziehen können, dass wir das tun, was wir am liebsten tun. Wir haben eigentlich unendlich viele Leben. Und das Ironische oder Paradoxe daran scheint mir zu sein, dass dieses Eigenschaft des Literarischen, diese Leben zu vermitteln, gerade dadurch entsteht, dass die Literatur eigentlich immer eine institutionalisierte Fremdheit ist. Über diese Vielzahl der Fremdheit der Literatur hat Neva Schieber besser als ich es könnte genau gearbeitet und hat uns damit irgendwie die Augen geöffnet. Und es ist ja wirklich bemerkenswert, dass gerade durch diese Irritation, die mit der Fremdheit entsteht, bei uns immer wieder sozusagen ein Prozess ausgelöst wird, dass wir irritiert und fasziniert sind und dann plötzlich auf einer anderen Stufe stehen in unserem Leben, in unserer Beziehung zu den anderen. Und diese Art Fremdheit als Lebenselixier, das, glaube ich, verbindet mich so stark mit Neva und verbindet wohl sehr viele so. Damit wir eigentlich schon das Wesentliche gesagt haben. Alle Redner sagen ja dann nachher noch etwas. Das werde ich auch tun. Ich möchte noch etwas hinzufügen und es wird vielleicht noch eine Spur persönlicher. Diejenigen unter euch, die Geometrikerinnen sind oder Mathematiker, die möchten mir jetzt bitte verzeihen oder nicht zuhören, wenn ich behaupte, dass es ein Quadrat gibt, das durch 4 Punkte gekennzeichnet ist: Ljubljana, Trieste, Klagenfurt und Wien. Also das ist für mich ein recht mittlere und gleichsame Zeit. Ja? Und ich behaupte heute, und andere, die es besser wissen, mögen mir verzeihen, diese subjektive Wahrnehmung, dass das Quadrat das natürliche Biotop von Neva Schieber ist. Seit ich nach Kärnten ausgewandert bin, ist es auch mein natürliches Biotop. Und dann ist ja kein Zufall, dass innerhalb eines Biotops sich solche Menschen, die mit dem Lebenselixier Fremdheit durch Literatur sind, einander begegnen müssen und auch immer wieder zusammenarbeiten müssen. Und dieses Biotop ist ja interessanterweise gerade dadurch funktioniert es nicht, obwohl es eigentlich durch 2 Grenzen zerschnitten ist, sondern weil es zweimal grenzüberschreitend ist, wenn man dieses ganze Biotop immer wieder ausloten möchte. Und das ist jetzt die Parallele eigentlich zu der Fremdheit der Literatur, auch diese Fremdheit der Grenze, die dieselbe Faszination hat und auch ein Hindernis ist einen Moment lang und das Überwinden ist dann das Schönste. Was man aber in der Wirklichkeit braucht, wenn man die Literatur auch hat, ist Menschen, die dann auf der anderen Seite der Grenze sind, die keine Grenzposten sind, sondern Freunde, die man hat, neue Stützpunkte, eine neue, fast möchte ich sagen, Geborgenheit dadurch entsteht. Und aus dieser Begegnung mit dir, die du für mich immer eine der wichtigsten slowenischen Stützpunkte und Stützen auch warst, sind ja eine ganze Reihe von gemeinsamen Projekten entstanden, an die ich mich heute noch sehr gerne zurückerinnere und für die ich dir mit diesen langen Worten, aber kurz gemeint, einfach ganz herzlich danken möchte. Und in diesem Sinn alles Gute für deine weitere Zukunft. Danke. Herzlichen Dank. Es ist sicherlich schwer, nach all diesen Worten noch was zu sagen, aber dennoch. Ja? Also das Auditorium ist eröffnet. Könnte ich vielleicht noch jemanden bitten, Villa Koschekowa Frusila da parte sì, vielleicht Professor Dr. Goldschmidt, Cvetka tot. Cvetka tot, bei dem habe ich wieder najprej Cvetka tot. Ein bisschen in die 2 Minuten, ist das okay? Damit wir das ein bisschen wechseln, so wenig Deutsch. Lepo pozdravljeni, priznam, da sem blaganjena, ko sem v prelepi koverti prejela Nevino povabilo, da pridem sem in se srečanja udeležim. Z Nevo sve predebatirale ogromno o nemškem jeziku in filozofiji. In gledajte, kako srečna je slovenščina,
bogato, filozofsko je razvita, lahko prevedemo erlebnis kot doživljaj, angleščina pa te sreče nima. Veste, pa tudi malo ironične. Veste, v nemščini je die Vernunft. Wow, a der Verstand. Se pravi, najvišja stopnja pameti v nemščini je ženskega spola. Pa pravim jaz ne, veš, v slovenščini pa je in razum moškega spola. Skratka, to, kar je naju povezovalo, je vendarle neka strašna dediščina fašizma, nacizma. In gledajte, na področju humanistike smo, veste, univerza ima naravoslovje, družboslovje in humanistiko. Ne pozabimo, zdajle ob 100. obletnici filozofske fakultete in univerze, da gre za področje humanistike. Vidite, z njego sve ugotovile, da moramo mi filozofi vendarle s preinterpretacijo Kanta, Hegla, Nietzscheja dokazati, da tu ni substance za nacizem. Nasprotno, interpretacija ljudi kot Theodor Adorno so lepo pokazale, kako ti misleci dešifrirajo svetovno zlo, kako zlo reflektirati. Auschwitza nikdar več. Skratka, gledajte, gre za izročilo, ki mu pravimo humanizem, humanizacija in literarni teksti in filozofski so besedila, ki prijateljujejo na daljavo. V tem smislu, Neva, hvala za sodelovanje tudi z tem oddelkom. Mi danes razvijamo svetovljanstvo in tu prizna, da imam Kanta raje kot Hegla, kajti tisti, ki je mislil o svetovljanstvu in svetovnem miru, pa je bil Immanuel Kant. Torej nekaj takega kot globalizacija, svetovni mir v žlahtnem pomenu je dosegljivo. Dovolite v času, ko je sem prišel k nam Nikodemus Frišli, pri Melaktonu se je učil Adam Bohorič in gledajte, kak sistem pa ideje izobraževanja je tu zacvetel. Slovenci smo izobražen narod, čeprav smo majhni geografsko, vojaško, ekonomsko, smo pa za vsako super silo ravno zaradi izobrazbe enakovredni. V tem smislu bi želela sporočiti, je potekalo najno svetovljansko sodelovanje za Nevo. Neva, bodi produktivna in neti ga Bog še dolga leta življenja. Recherchieren wir in der letzten Zeit die Geschichte der Germanistik in Slowenien. Und darin spielt Professor Dr. Dietmar Goldschmidt eine ganz besondere, eine sehr wichtige Rolle. Deswegen bitte ich Sie um ein paar Worte. Ich habe nicht gewusst, dass ich die Ehre habe, Neva zuliebe hier etwas sagen zu dürfen. Zunächst möchte ich das Viereck, von dem die einen 5. Punkt erweitern, obwohl ich eigentlich als Klagenfurter sprechen könnte. Ich bin 5 Jahre in Klagenfurt in die Schule gegangen, in der Bahnhofstraße, Lehrerbildungsanstalt. Ich war auch kurze Zeit Volksschullehrer, fällt mir gerade ein. Einen Vorteil habe ich gegenüber den anderen Kollegen, ich habe einen echten slowenischen Namen. Insofern bin ich auch mit Slowenien tief verbunden. Ja, 1979 durfte ich eine Gastprofessur hier beginnen, 2 Jahre lang. Und da habe ich Neva kennengelernt, 1980. Dass ich ja damals erst an die Fakultät gekommen bin. Ja, du hattest, glaube ich, in Zagreb bei Zdenko Škreb. Zdenko Škreb habe ich meinen Magister gemacht. Ja, also er hat mir die Literaturwissenschaft eröffnet. Ja.
Ja, es gab viele Begegnungen zwischen uns. Ich habe mich eigentlich immer als dein Schüler gefühlt. Nein, ich war von vornherein beeindruckt von deiner polyglotten Eloquenz, beneidenswert, wie du Italienisch sprichst. Vom Englischen wollen wir gar nicht reden und von anderen Sprachen auch nicht. Als dein Schüler habe ich mich gefühlt, ja, korrigiere mich bitte, ich glaube 1990 bei deinem Rigorosum, dass ja eine Habitation, oder 91 eine Habitation gleich trug. Auch da habe ich von dir nur gelernt. Ich habe erbärmlich ein paar Fragen gestellt, die aber schon vorher beantwortet waren. Ja, was hier nicht zur Sprache kommt, ist eine besondere Qualität von dir im kulinarischen Bereich. Du hast mich, wie ich das nur selten erlebt habe, ab 1980 kulinarisch hier so verwöhnt, dass ich jahrelang Entzugserscheinungen hatte. Und damit schließe ich auch schon, ich habe noch nie in meinem Leben so gutes Campi gegessen wie damals in Porto Roche im Jahre 1900. Dafür danke ich dir und ich hoffe, dass es noch viele Begegnungen und Kampf, ja, das wäre zu kühn, daran überhaupt zu denken. Und ich möchte mich zum Schluss entschuldigen, wenn ich gewusst hätte, dass ich hier was sagen darf, hätte ich ein Sakko angezogen. In po dvorani seveda bo za čestitke in posebne želje, potem ob kozarčku še nekaj prostora, vendar bi prosila tudi Milico Antič za nekaj besed. Spoštovani gosti, čeprav je bilo že omenjena feministična teorija, feministične ženske študije, moram vendarle poudariti, da brez tebe, Neva, v tistem trenutku, ko si bila že uveljavljena profesorica na Filozofski fakulteti in prodekanja, ne bi bilo ne postdiplomskih ženskih študij in feministične študije, ne doktorskih študij na naši fakulteti in na naši univerzi. To so bile prve doktorske študije v celi regiji. In tega ne bi bilo, če ne bi ti po feminističnem principu, ko si že bila uveljavljena profesorica, dala prostor tudi drugim in dala prostor, da se te študije razvijajo. Zato si postavila temelje na Filozofski fakulteti in hvala ti. Ta prireditev seveda ni namenjena samo kolegom, samo profesionalnim kolegom, temveč tudi prijateljem, gostom in družinskim članom. Zato prosim, Sašo, Nevino hčerko za nekaj besed. Dobar dan, najlepša hvala za vašo prisotnost danes tukaj. Jaz bom pa povedala mogoče malo tisto družinsko plat. Mama ne sem, da je bila najboljša profesorica, najboljša učiteljica, je bila tudi najboljša mama. Kljub temu, da je bila skozi sama. Mama, nisem imela še nikoli priložnosti, da bi dejansko to izrekla, poleg tega, da mi je vedno bila najboljši in največji vzgled kot ženska, kot mama, kot človek. Mogoče nisem nikoli imela te priložnosti, da bi se ji za to zahvalila in zato se ti zahvalila. Hvala. Po teh besedah ni primernejše pesmi. Opevka je pev.
auf Liebe eingestellt. Denn das ist meine Welt und sonst gar nichts. Das ist, was soll ich machen? Meine Natur. Ich kann halt lieben und sonst gar nichts. Umschwirrt mich wie Motten um das Licht. Und wenn sie verbrennen, ja, dafür kann ich nichts. Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt, denn das ist meine Welt und sonst gar nichts. Das ist, was soll ich machen, meine Natur. Ich kann halt lieben nur und sonst gar nichts. Pred Slovenci zaključkom današnje prireditve bi se vendar rada še posebej toplo zahvalila našemu germanističnemu jubilejnemu zborčku, ki je danes sestavljen ne samo iz germanist, ampak tudi iz anglist, tudi iz bivših, zdajšnjih germanist, ki so zamenjali delovno mesto, in pa seveda tudi iz posebne gostje. Ja? Začnimo kar pri njej, Florence. Florence Gacoin Max. Merci beaucoup. Zdaj pa je prišel samo še dejansko čas, da vsi skupaj z našim zborčkom zaželimo naši dragi Nevi vse najboljše. Vse najboljše za ti, vse najboljše za ti, vse najboljše, draga Neva, vse najboljše za ti. In njeno malino. Mateja, če sem kaj počakvala? Si počakvala torto? Sem rekla, sem še mislila včeraj, da se jo boga Mateja. Ja, draga Neva, še z strani oddelka za lingvistiko. Se odličujem, nimam predstavljenega nobenega govora, sem prišla ravno od pouka in se odličujem za zamudo. V glavnem, smo si delili in se še delimo rekla prostore in bili ste tudi moje profesorice in tudi profesorice marsikaterega z oddelka za lingvistiko. Lahko rečemo samo vse najboljše in še tako naprej. Padej. Sem brez besed. Nekaj sem
hvala. Recimo tako, v smeri literarnega, knjižnega, si vsi predstavljala. Ampak kaj ste pa tukaj zdaj naredili, to je pa višek višnjo. Ne vem kako bi lahko. Da ste vsi prišli, da jih je toliko ljudi napisalo, se še niso sploh. Also ich habe, jetzt hast du nämlich gesagt, dass ich so ein bisschen was erwartet habe, aber diese Perfektion auch in der Veranstaltung und die unglaublichen Überraschungen und Ideen, die ihr mich hier geholt habt und vor allem euer aller Anwesenheit. Ja, also ihr habt gesehen, es rührt mich zu Tränen und es ist wirklich, ich bleibe ohne Worte. Ich kann nur sagen, danke, danke, danke und noch weiter. Sie alle zu einem Glas Sekt einzuladen. Es wartet schon draußen. Свързано си приятно баби на кадали шампанца и ще прикрити усея критане на ходнико. Там се рекуловно в тази зала.